Prav lepo pozdravljeni v četrti oddaji Širimo VIP Zasavje. Tokrat smo bili na izobraževanju prostovoljcev v Varstveno-delovnem centru Zasavje. Kar precej zanimivih tem je bilo odprtih, tudi veliko slušateljev. Mnoge smo potem povabili tudi pred kamero in slišali boste, kaj so povedali. In je pač treba sproti preverjati, tukaj je šel od vhodu domov, uporabniku, tukaj bila to. Maša, kaj je bil pravzaprav razlog, da si se odločila za to predavanje? V bistvu jaz že hodim na zdravstveno šolo v Zagorju in se mi zdi ful pomembno, da lahko pomagamo osebam, ki mogoče to pomoč potrebujemo, oziroma nasploh šibkejšim od sebe. Tako da v bistvu je to največja motivacija, da lahko pomagam drugim. Pa poznaš še delovanje Varstveno-delovnega centra, mogoče tudi koga od uporabnikov? Ne, to pa žal še ne. Si pa že srečala kakšno osebo z recimo invalidno osebo ali pa osebo z drugimi težavami? Ja, v bistvu smo lansko leto sodelovali z VDC-jem tukaj v Zasavju na olimpijadi in je bilo v bistvu res zanimivo. Lepo mi je bilo videti, ko so uporabniki uživali v tem in so lahko delali res nekaj, kar je bilo dobro za njih. In po tem predavanju si se odločila, da boš pristopila potem, da boš prostovoljka? Bom. Kako pa to, da si se odločila za to šolo zdravstveno? V bistvu jaz imam že od majhnega, sem navajena pomagati šibkejšim od sebe oziroma drugim. Sem tudi gasilka v prostovoljnem gasilskem društvu Trbovlje. In pač res od majhnega se me že ful veseli to delo, prva pomoč, pomaganje drugim. Tako da bom to pot nadaljevala. No in ti si na predavanju ravno to vprašala tudi, če lahko koga od uporabnikov pelješ tudi na kakšne gasilske vaje, ne? Ja, zdi se mi ful dobro, da bi v bistvu obveščali tudi druge o stvarih, kakor jih delajo gasilci, ker se mi zdi, da v bistvu nekateri premalo spoštujejo ta poklic, pa nasploh, da vidijo, da se izobražujejo, kako delujejo stvari. In zakaj si ti gasilka? V bistvu imamo to že v družini. V bistvu moja cela družina so gasilci in oče in oba brata. In pa res me veseli, res uživam v tem. Torej ti je prostovoljstvo nekako pisano na kožo, ne? Ja. Bodi še naprej prostovoljka. Bom, hvala. Ajla, iz kje pa ti prihajaš? Jaz sem pa iz okolice Litije in hodim na gimnazijo Litija. Stara sem 17 let. In kako si izvedela za to današnjo predavanje za prostovoljce? V šoli nas je profesorica za angleščino obvestila o tem, nam je dala neko obvestilo in potem nas je vprašala, če je kakšno zanimanje in smo se sami prostovoljno javili za to. In koliko se vas je javilo iz Litijske gimnazije? Iz Litijske gimnazije 3, iz 3. letnika. In kaj si odnesla od tega izobraževanja? V bistvu predtem mislim, da imajo vsi neke predsodke o vseh ljudeh, še posebej s posebnimi potrebami? Ja, ampak mislim, da to ni nič hudega res in tudi želim, da se mladina bolj pouči o tem. Pouči. Ja. In je pri tebi že dozorela odločitev po tem izobraževanju, da boš mogoče pristopila tudi ti k prostovoljstvu? Ja, mislim, da se zelo nagibam k temu. Zakaj? Rada bi pomagala ljudem in nočem, da je kdo osamljen zaradi nekih presodkov, ki sploh niso res. Koliko pa poznaš delovanje Varstvenega delovnega centra, recimo? Koliko si ga poznala do tega trenutka? Do tega trenutka nič, v bistvu. Prvič sem tukaj. Si pa v Litiji, kjer živiš, srečevala osebe s posebnimi potrebami? Nisem, imam pa sestrično, ki ima avtizem. Aha. Tako da malce poznaš, ne? Kako je treba mogoče s takimi osebami ravnati. Ja. Lara, tudi ti prihajaš iz Litijske gimnazije. Kaj pa je tebe pripeljalo na tokratno izobraževanje? Tudi študij, ki se potem bom odločila. Želim z pomoč ljudem v tem smeri, da bo učiteljica ali pa logopedinja in želim pomagati ljudem naprej tudi in zaradi tega nove izkušnje.
Pa si do tega trenutka recimo poznala, pa se mogoče družila kdaj z osebami s posebnimi potrebami? Nisem imela velikega stika v šoli, mislim, da nimamo zelo velikega stika. V osnovni šoli smo imeli enega sošolca, ki je imel posebne potrebe in je bilo veliko posmehovanja tudi. Ker te je bolelo, ne? Ja, mislim, da ljudje nimajo tazga stika, nimajo pravega obnašanja, zaradi tega bi mogli bolj imeti stik z njimi in bolj blizu biti. In jih spoznati, ne? Se ti zdi, da se družba spreminja na boljše, da smo zadnja leta bolj pripravljeni sprejemati drugačnost? Po moje se izboljšuje, samo rabimo veliko dela še na tem, ampak po moje se. Zdaj po tem izobraževanju si se sama pri sebi že odločila, da boš s tem nadaljevala in na koncu postala tudi ti prostovoljka? Nisem še čisto sigurna, ampak se nagibam k temu, tako da bom najbrž. Ana, ti pa prihajaš iz gimnazije Trbovljan. Kaj pa je te pripeljalo na to izobraževanje v Zagorje, v varstveno-delovni center? Jaz sem izvedela za tole prostovoljstvo od naše svetovalne delavke na naši šoli in me je zelo pritegnilo, zaradi tega, ker tudi sodelujem že s šolo Slavka Gruma in me pač vsi te medsebojni stiki med ljudmi me ful privlačijo in tudi pač rada se povezujem. Kako pa sodeluješ z osnovno šolo Slavka Gruma? Ja, v bistvu spremljam njihov pouk včasih, tudi na kakšne ekskurzije, bomo bile s prijateljico povabljene in tudi tako njihove dejavnosti. In kako je živeti z ljudmi s posebnimi potrebami, kako ti to začutiš? Ti je lepo pač z njimi komunicirati? Stiki, ker so zelo iskreni, bolj ko mi se mi zdi, nimajo nekih teh predsotkov, njih toliko sram. Mi je pač bolj tak pristen odnos, ni nekega pretvarjanja. No, jaz vem, če se družim z njimi, da sem nekako potem po tem druženju nekako čist, nekako sproščen, vesel, srečen. Kako pa ti začutiš potem, ko se takšen sestanek, recimo srečanje konča? Ja, enako se počutim, pač neko notranje zadovoljstvo, pač lepe občutki me prevzemajo. Kako je bilo danes na izobraževanju? Si se mogoče že odločila, da boš tudi ti prostovoljka? Jaz sem se odločila, da bom prostovoljka. Mi je bilo pa tudi zelo zanimivo, poučno, tudi nekaj novih stvari sem izvedela in pa tudi pač napotki, kako bo to potekalo. V katerem letniku si zdaj? V 4. Že kje razmišljaš, kaj boš po tem, ko zaključiš gimnazijo? Ja, razmišljam, mislim, privlačijo me te študiji, bolj humanistični, tudi, ne vem, psiholog, psihoterapevt, socialni delavec. Zdaj si že, recimo, odrasla oseba, ne? Te že lahko vprašam, imaš že nekaj življenja za sabo. Se ti zdi, da se mi kot družba spreminjamo, da smo bolj dostopni, pa da se znamo bolj vključevati z ljudmi s posebnimi potrebami, da jih bolj sprejemamo kot mogoče 10 let nazaj? To ja, se mi zdi, da jih bolj sprejemamo, ampak da pa ni še tistega napredka, kako bi si ga želeli. Pač bolj v manjšini, ne toliko v večini, mogli bi celotno družbo bolj odprto narediti in tudi bolj naznanjati tudi na take ljudi, kar jih na primer ignorirajo. Pač da naj bo bolj odprt, ker na koncu smo vsi sami ljudje. Med izobraževanjem smo slišali tudi za takšno žalostno izkušnjo, ne, ko so prišli osebe z posebnimi potrebami na kopališče, ne, pa so se nekateri kar umikali. Ne. Ja, to je zelo žalostno. Meni se zdi, da je to bolj podlo in tudi tako ne razmišljujoče. Tudi odrasli ljudje ne znajo, nekateri ne znajo razmišljati prav. In tudi pač to prenašajo pa tudi na svoje otroke in to ni prav zaradi tega, ker bi mogli biti bolj odprt pa bolj normalen, pač sproščen. Na srečo se pa več takih nekaj sprejemamo drugačnost. Ne? Ja, in širimo tudi to pozitivo. Ja, Benjamin, tebe pa poznamo kot odličnega sankača, ne? Pred leti bivšega.
Kako to, da si se ti vključil v ta projekt podporne osebe? Zdaj to je čisto naključno ratal. Jaz sem imel zdaj v bistvu kakšen let malo več časa na razpolago in prek tega, kar sem poznal Domna, ki tukaj dela, mi je on malo povedal meni oziroma prej tudi staršem o projekti, in sem rekel, no, me pa zanima, za ko se gre pa to, in pa sem pač malo zvedel stvar, pa smo, ki je bil dejanski projekt, smo se s Sašo tam tudi spoznala, smo skupaj se malo, smo šli na sprehod, malo zvedla en za drugega, ko bi Sašo si želel, pa ko je lahko jaz zraven grem pa pomagam, in pač smo se nekako vključila, in tudi ko se v bistvu ta prejšnji projekt že uradno zaključil, smo se medva še zmer malo dobivala, pa smo že čist navadila se en z drugim, vsake toliko časa, vsake par tednov dobiti, pa mogoče s kolesa, da pa kakšen krog peš, ali pa mogoče enkrat so šla skupaj v Ljubljano, tako, pa na karting je zadnjič Saša imel željo, da bi probal, pa smo se končno enkrat uskladila, pa smo šla pa je probal, in zdaj ve, kako je, pa ali mu paše, ali ne, bi še kdaj šel, pa tako naprej. Se mi zdi, da je fajna stvar, če drugega ne, da vse rečeš, sem probal, ok, to je nekaj za mene, jaz lahko kako nekaj prispevam, da veš, da lahko nekaj daš. Se ti zdi, da se kot družba spreminjamo, da postajamo bolj odprti do drugačnosti? Ja, jaz tudi že od nekdaj mi je to čudno, zakaj je to tako. Meni drugačnost, pa da nekdo pač nekaj ali ne zmore, ali da je drugačen, kakršenkoli mi. Se mi je čudno zdaj, zakaj ljudje tako sprejemajo to kot nekaj negativnega. Pač ne moreš spremeniti, smo različni, in pač če lahko ti nekomu pomagaš, pa samo to, da sprejmeš kot pač del družbe, da je nekaj normalnega. Mene nikoli to ni motil, z veseljem, če kdorkoli tudi takšen, delam v lokali, kakšen tak pride, mene ne moti, ne pride z veseljem, pomagam, če je kaj potrebno, in se mi zdi, da če bi si to vsak potrudil se minimalno, mečken, da to sprejme, bi te spremembe zelo veliko spremenile. Verjetno je pa Sašo oziroma Benjamin tista prva celica, ki ti lahko to da družina. Absolutno, ja. Mislim, definitivno, če si ti in vzgojeno nekaj, da to sprejemaš, pa recimo, da imaš tako družbo okoli sebe, pa recimo, da se vključiš tako v projekte, ti da to nekaj pogleda, drugačne. Zdaj, mene tudi že v srednji šoli, ko sem bil, so nas enkrat povabili v sklopu nekih obveznih izbirnih vsebin, in sem jaz pač izbral možnost, bom prišel vedeti se v Zagorje malo pogledati, ko pa tukaj počnejo pa to, in takrat sem se v bistvu prvič srečal s tem, kaj oni kle počnejo, kdo so uporabniki pa to, in pa kasneje stvari pol vidiš, kako to tja. Jaz včasih rečem, smo lahko kar srečni, da imamo v Zasavju VDC, Ja, smo kar se mi zdi, da na Primorske, ki gledaš, smo kar napredni, kar se tega tiče, oziroma kakorkoli bi že to In se tudi mi nekako rastemo skupaj z VDC-jem, Ja, absolutno. Vsi ostali, ki gledamo s srcem. Ja. Sašo, midva so se nazadnje srečala na enem športnem dogodku. Jaz sem tekel proti Trojanam, ti si me s kolesom prehitel. Na vrh Trojanskega klanca sem te pa jaz živel. Je težko, v Trojanski klanc? Težko, ja. Veliko kolesariš? Dost. Dost? Leta sem dost kolesaril. Sam, ali tudi z Benjaminom? Ne, tudi večkrat sem šel sam tudi tako. Kako pa sprejemaš ti Benjamina? Si vesel njegove družbe? Sem vesel, da. Sem vesel. Kako pogosto se pa srečata, dobita? No, enkrat na teden ali pokrat tako. Kaj ponavadi? Pokrat pa uncet ali pa dvakrat na teden. Kdo je tisti, ki pokliče? Ti njega, on tebe? Enkrat on, enkrat pa jaz. In kaj ponavadi delata, ko sta skupaj? Druživa se greva, na kako pijača, ali pa kam, tako kaj poješ, Koliko časa si ti že v varstvenem delovnem centru? Čakam, se spomnim. Več kot desetletje? Ja, več, 15 let. Kako se počutiš tu? Dober. Kaj ti najbolj všeč? Kaj mi najbolj všeč? No, vem, tako, če dobimo kak tako fajn del, Del pa, tako, komarati. Greš tudi na letovanja, zimovanja, poleti z njimi? Ja, mene bolj samo vleče na zimovanje. Zakaj pa? Na zimovanje bolj?
No, zato, ko rad hodimo v hribe, pa raje imam tako bolj hladno, kot vroče. Si bolj za zimo potem. Ja, Torej si zdaj že vesel, počasi trka na vrata. Ja, maj sem. Ja. Vita, kako to, da si se ti odločila za srednjo šolo v Zagorju oziroma za smer zdravstvenega tehnika? V bistvu tu mi je bila že od bolj majhnega, mi je bila že želja, da grem nekaj za zdravstvo delati. V bistvu pa pač, da pomagam tudi ljudem, pa tako, rada imam tudi, da pač pomagam ljudem, pa da imam večje stike z njimi. Kako to, da si se odločila, da greš danes na to izobraževanje, da si se udeležila tega izobraževanja? V bistvu najprej sem bila v nekih dvomih, ker pač s časom potem, pa ko je Špela pa Alja so prišle in so nam tu pač vse predstavljale lepo, pač vse super in pač sem bila tako zakopana in pač sem se odločila, da bom šla. Ti si na nek način povezana z varstveno-delovnim centrom. Kako? V bistvu sem že od majhnega skozi mamico hodila sem, ker pač moja mama tukaj dela. Tako da tudi poznam jih veliko tukaj. Poznaš tudi Metko, ne? Poznam tudi Metko, ja. In kako gledaš na uporabnike VDC-ja? V bistvu enako kot na ostale. Na nekatere v bistvu tudi boljš, pač so mi tudi bolj tako prijaznejši, vse, pač ne vem. V bistvu so mi enako vredni kot vsi ostali. No. Si se po tem izobraževanju odločila, mogoče že pri sebi, da boš postala podporna oseba oziroma prostovoljka? Ja, sem pač se kar takoj. Pač. Da boš? Da bom, ja. Da boš, ne? Metka, tudi ti si bila na tem izobraževanju, ti si pa že dolgo let v varstveno-delovnem centru, Ja. ne? Kako se ti počutiš tu? V redu. Kaj delaš? Šivam, Kaj pa? ročno delo. Tudi copate, te lepe izdelke, torbice. Tudi. Kaj ti pomeni druženje recimo z Vito, pa z drugimi? No, pa dobre prijateljice imamo okrog sebe, mi s sabo malo pomagamo, malo klepetamo, pa malo tako skupaj, kako stvar. A ti hodiš skupaj z uporabniki tudi na letovanja? Tudi. Kje pa si bila nazadnje z njimi? Zdaj smo bili na morju. V Pinesti? Ja, Kako je bilo? v redu, Rada plavaš? tudi. Kaj pa najrajši delaš v prostem času, ko nisi v varstveno-delovnem centru? Doma imate kmetijo, ne? Imamo kmetijo, pa od brata punce pomagam s sabo, pa živali imam rada. Skratka, uživaš v življenju, Ja, ne? Greš ja. tudi rada v gledališče, kino? Tudi. Tako da si Vito bomo šli, tako da malo družbe. Kakšne filme pa si najrajši ogledaš? Vse, kjer je. Ljubezenske komedije? Tudi. Karkoli, ne? Ja, Hvala. ja. Pa rada grem tudi v knjižnico. Aha. Imaš kakšno posebno? Ja, tukaj imamo VDC Marto Klopčič, knjižnica, tako enkrat na mesec. Pa iz Trbovelj, malo ročno branje, tudi iz Trbovelj. Tudi sama rada bereš? Tudi. Katere knjige pa? Tako, dogodka, tiste dogajanje. Kakšne ljubezenske bolj? Tiste ne. Tiste pa nismo še tako. Aha. Gospa Melita, tudi vi ste se udeležili tokratnega izobraževanja. Kljub temu, da ste vi osebna asistentka, ne? Kako to? Ja, ker sem asistentka popoldne in imam dopoldne dost časa, sem se odločila, da bom sodelovala pri tem projektu, ki je zdaj sicer še v povojih, ampak več nas bo sodelovalo, več možnosti imamo, da bo to zalaufalo tako, kot je treba. Ne? Kako pa to, da ste se vi sploh odločili, da boste postali osebna asistentka? To se ne odloči kar vsak sam, ne? Ne. To je zdaj vaš poklic, ne? Tako. Ja, v bistvu odločila sem se iz ene osebne izkušnje,
ker sem pač imela doma ljudi, za kere sem skrbela, ki so zboleli in tako naprej. In sem videla tudi, da ti ljudje rabijo včasih ljudi, da si sami ne morejo pomagati, nekateri nimajo ljudi, ki bi jim lahko recimo stali ob strani, in sem se pač začela zanimati za to smer, ne. Tako da, ja, glih v tem času, ko sem jaz iskala službo, je ta zakon vstopil v veljavo in sem se prijavila, pač, ko se je iskal na delovno mesto, in sem dobila, in to je to. In vi skrbite v Litiji za nekoga, ki obiskuje varstveno-delovni center enoto v Litiji. Ste to sami izbrali? Kako to gre? V bistvu jaz sem zaposlena v Zvezi Sonček in oni so tisti, ki poiščejo uporabnike, oziroma se tisti ljudje, ki potrebujejo osebno asistenco, pri njih prijavijo. Ti, ki imajo odločbo, ne, da so pač primerni, jim dodelijo ure, in s temi urami se oni prijavijo in potem Zveza Sonček poišče za njih osebnega asistenta. Oni asistenta zaposlijo, se pravi, oni izplačujejo, skrbijo, da se z ministrstvom stvari, pač, kar se tiče administrativnega postopka. Potem imamo sestank, se spoznamo z uporabnikom, in če je uporabnik za to, pa da se nekako ujamemo, probamo 6-mesečno poskusno dobo, tako da pač vidimo, ne, če je to, če je uporabnik, predvsem je pa on ima prvo besedo. Ne, tako da, in vi ste že šli skozi to 6-mesečno? Jaz sem to že šla vse skozi. Kako ste se ujela? Sem 3. leto tukaj. Tako da ja, kar v redu, zelo v redu. Kaj delate takrat, ko ste skupaj? V bistvu uporabnik je tisti, ki določa urnik. Ne? Se pravi, tisti, kar bi počel nekdo, ki je čist ne rabi nobene pomoči, če hoče iti na kavo, greva na kavo, če hoče iti na banko urejati stvari, greva na banko, če rabi k zdravniku, ga peljem k zdravniku, lahko smo doma, igrava kakšne družabne igre, ali greva na sprehod, kar uporabnik želi tisti popoldan početi, tisto se počne z njim. Jaz sem njegova desna roka dejansko, oziroma podpora tam, kjer on sam ne zmore. Vse ostalo so pa njegove odločitve. Tako da. Mislim, da ste vi na tem izobraževanju omenili, da v te večje medijske hiše redko pridejo tiste lepe take zgodbe, kot je vaša, ne, da največkrat pridejo tiste, ko se kakšna nepravilnost kje zgodi. Se opozarja na tisto, kar ni v redu, pa kar manjka, pa kar nam ni dobro. Ampak jaz sem sicer tudi prostovoljka v Zvezi Sožitje, tako da gremo kdaj na kakšen tabor in tako naprej. In ti ljudje so krasni, to je taka toplina, taka iskrenost, tukaj ni nobene ponarejenosti, odprtih rok so do vsakega, ki se sam mečkan z njim, kot da bi se 100 let poznali vedno. No? Tako da to je treba pokazati. Ne? Kakšni ljudje so, to družbi daje kvaliteto. Kakšni ljudje smo pa mi, kako sprejemamo, če lahko rečem, drugačnost ali pa osebe s posebnimi potrebami. Se to spreminja, midva sva že malce starejša, se to spreminja recimo iz časov najinega otroštva? Se. Verjetno je pač tudi te družabni internet pa to pomaga, ne? Ker se pač te stvari malo bolj širijo med ljudi, pač včasih vidiš pa prebereš kaj, kar ni kot ciljna skupina, ne? Pa se ti vse na kakšnem Facebooku pojavi, nekaj pa mečkam pogledaš. In to je korak pa korak in enostavno se je začel to bolj sprejemati. Veliko je narejenega tudi z raznimi temi društvi, ki so kar precej tudi, so aktivni, še veliko premalo, kot bi lahko, pač ni denarja in tako naprej, pa tudi ljudi ne zmeri, ampak tudi to naredi svoje. Ne. Je družba mečkam bolj odprta, ampak še zmeri ni to tisto. Ljudi je strah pristopati k nekomu, recimo, zaenkrat ne. Če sem čisto iskrena, zaenkrat samo dobre izkušnje. Nihče v teh 3 letih je bilo vedno vse, ne vem, vsi so bili prijazni, je pa res, da včasih kakšen mečkan
ker Marko pač ne govori, ne, tako da bi rekla, ne izraža se glih pravilno, kakšen misli, da je mal naglušen, pa se mal, a boste vi, gospod, tudi tako, ne? Ja, ampak rečeš, gospod dobro razume, ker pogovarjate se z njim, se pravi, jaz kot osebni asistent ne komuniciram, se pravi, on ni v sendviču, ne, ali pa na stranski tir postavljen, jaz puščam, da on komunicira ali na banki, ali v trgovini sam. Če res pride do kakšnega nesporazuma, ali pa če nekdo res ne razume, takrat, če recimo pomagam, ne, da povem, kaj bi rad, sicer pa prepuščam večina stvari, da sam dela, da on ugotovi tudi, da je dejansko veliko bolj samostojen, kot mogoče je do zdaj verjel. Ne. Kako gledate vi na Varstveno-delovni center Zasavje? Sami superlativi, no. Mislim, ne moram reči drugega. Taka energija, taka povezanost, tako tudi kot sam kolektiv, ki sem bila pač z njimi na letovanjih, če bi, bom rekla, družba imela vsaj 50% tega, kar imajo oni, bi bili odlična družba. Res bi bili odlična družba. Na letovanju ste bili z njimi? To se pravi, tu je en na drugega, se zanesejo, si zaupajo, sodelujejo brez nobene hierarhije, takšne ni, da bi rekel ti pa to. Vsak tisti, kar znaš, ti zdaš. Kar zmoreš, ti zdaš in to je vse, kar tukaj se rabi. Ne? Dejali ste, da ste bili z njimi tudi na letovanju. Je tudi na letovanju tako? Ali je še bolj sproščeno? Tudi na letovanju je še bolj sproščeno. No in recimo eno tako, ne, oddajo z kakšnega takšnega letovanja, bi tudi se dal narediti. Ne? Bomo pa recimo, da bo kaj pozitivnega. Ja. Alja, tudi ti si bila ena od predavateljic na tem izobraževanju. Ti imaš prav posebno nalogo, ne, v tem projektu. Kakšno? Jaz sem koordinatorica podpornih storitev socialnega vključevanja invalidov. In kaj delaš? Skušam koordinirati pač naše uporabnike, ki potrebujejo te storitve, njihove svojce, podporne osebe, družbo nasplošno pač, kar potrebujemo, da bomo sodelovali dobro s skupino. Koliko pa je zdaj v samem Varstveno-delovnem centru, ne vem, zaposlenih, je uporabnikov tam okrog 130, 135, ampak niso vsi v tem sistemu, ne, ki lahko imajo, pa koristijo prostovoljca. Ne? Podporne storitve po zakonu o socialnem vključevanju invalidov so zdaj v bistvu od 30. junija zakonsko pač opredeljene in financirane tudi. Tako da mi smo s tem začeli septembra. Je pa potrebno oddati vlogo. Kdor želi imeti te storitve, mora oddati vlogo na Center za socialno delo. Mi lahko pomagamo pri izpolnjevanju te vloge in potem se dobi priznano določeno število ur in z vrednotnico potem pridejo uporabniki do nas, če so nas izbrali kot izvajalca in za njih potem izvajamo te storitve. Je pa tako, da do teh storitev niso upravičeni tisti, ki koristijo osebno asistenco ali pa so pri nas v institucionalnem varstvu. Recimo jaz, da postanem prostovoljec oziroma podporna oseba, mi ti poiščeš potem tisto osebo, s katero grem jaz recimo na sprehod pa na kakšno športno dejavnost. Tako, glede na želje. Ja. Glede na želje. Eni se že poznajo med sabo, drugačih pa spoznamo, pač mi smo vedno odprti, lahko pridejo osebe do nas, tisti, ki bi želel sodelovati z nami. Se ponavadi spoznate z več uporabniki in potem vidite s kom. Pa tudi glede na interese. Ne? Zdaj, če vi radi športate, najbolj, da ste skupaj z enim uporabnikom, ki tudi rad športa. Ne? En rad v knjižnico hodi in se na ta način, ne? Tisti, ki imajo podobne interese. No? To nam veliko pomeni. Verjetno pa mora biti, če tako rečem, na rekovajih, simpatija na obeh straneh. Tako, ja. Sprejemanje drugega. Ne? Tako, ne poklopimo se vsi med sabo, ne? Med enimi, nastane ta povezava med enimi. Ko so pa kakšne težave, ne, si pa ti na telefonu dosegljiva? Ne? Sem pa jaz dosegljiva in rešujemo sproti te. Pa še te mesečne sestanke so potem pa mesečne sestanke bomo imeli, skratka tako. Gradimo to, se še razvijajo te storitve, ker so res nekaj čist novega. Mi smo pa tudi eni izmed prvih, ki izvajamo v Sloveniji sploh. Tudi ti si že kar nekaj časa na svetu, ne? In če pogledaš svoja otroška leta, pa zdaj se mi kot družba spreminjamo, smo zdaj bolj sprejemamo tudi drugačnost ali pa osebe s posebnimi potrebami kot leta nazaj, desetletja nazaj.
Jaz mislim, da ja. Včasih so bili zelo omaknjeni v te posebne šole, pa institucije. Zdaj pa, predvsem v Zasavju, se zelo trudimo vključevati, veliko smo že naredili na tem, poznajo nas, smo prepoznavni in se tudi družba, jaz verjamem, da se spreminja na bolje. No. In verjetno je tista občina, je pa tisto področje, kjer deluje varstveno delovni center, skoraj da malce v prednosti, ne? Ja. Ker nekako drugim sobivajo. Ja, v Zagorju mogoče bolj sobivamo, ja. Srečujejo nas na sprehodih, pridemo v kino, v gledališče, hodimo v knjižnico. Mogoče je malo lažje, ja, ker smo v tej sredini. Špela, kar precej zanimivo je bilo, ne? Prvi del si ti predavala, drugi del to je sodelavka. Nekaj smo sami vprašali, kaj pa je bil pravzaprav namen tokratnega usposabljanja? Pa tudi izobraževanja za marsikoga, ne? Ja. Današnje usposabljanje je bilo namenjeno, bom rekla, pokrivanja večjih razlogov. Prvi je, da v skladu s pravilnikom o socialnem vključevanju, podpornih storitvah izvedemo izobraževanje, ki je predpisano za vse podporne osebe, laične in zaposlene in vse ostale, ki se vključijo v to podporno mrežo. Drugi je bil, da se dejansko ozavestimo vsi skupaj, kaj sploh pomenijo storitve socialnega vključevanja, kaj je dolžnost nas, ki vstopamo v to mrežo, kaj so naše obveznosti, na drugi strani, kaj so tudi naše pravice, kje so največja tveganja, na kaj moramo biti pozorni, ker zavedamo se, da smo zdaj v Zasavju pionirji, bom rekla tako, zaposleni VDC, kot tudi vsi vi, ko vstopate v to podporno mrežo in je zelo pomembno, da delujemo etično, pošteno, transparentno, da res vse, kar delamo, je namen potreba uporabnika, ki se z našim medsebojnim sodelovanjem, delovanjem na teh storitvah izpolnjuje, da lahko živijo odraslo, aktivno življenje po svoji meri, ker to je bilo tudi zelo poudarjeno na izobraževanju, usposabljanju, da je pomembno, da prisluhnemo uporabniku, da poskušamo izvedeti, kaj si želimo, nudimo nove izkušnje v skladu s tem, kar zmore, in seveda z oceno tveganja, ker pomembno je, da tudi preden do teh storitev pride, da se podporna oseba, če ima uporabnik svojca, se vsi skupaj srečajo, se spoznajo, da ustvarjamo to medsebojno zaupanje. Kar nekaj nas je bilo tokrat na tem usposabljanju, pa izobraževanju. Je to zdaj zaključek ali je treba še s tem usposabljanjem nadaljevati, da postaneš potem podporna oseba? Jaz sem zelo vesela, da so se tako številčno, dejansko je bila naša izobraževalna soba polna, udeležili različne generacije, rekla, tako dijaki in to iz vseh občin, rekla, tako pač tam, kjer so srednje šole, Srednja šola Zagorje, Gimnazija Trbovlje, tudi Litija in so se dijaki dejansko iz vseh teh šol pridružili, bili točen, pozoren, usposabljanje spraševali. Tako da, rekla, sem res vesela, ker zelo pomembno, da že mlade vključimo v to podporno mrežo. Vesela sem bila pa tudi v vseh ostalih, bom rekla, tako tistih, kot ste že tako Igor, pa še imamo vmes tisti, ki ste že naši prostovoljci, kot tisti, ki bodo to še postali. Vmes je bila tudi ena osebna asistentka, ki je lahko potem svoje izkušnje delila in tudi v primerjavi s podpornimi storitvami pa mama od uporabnika, pa sami uporabniki so bili tudi trije, tako da so tudi oni lahko povedali, da so videli, da so to neke realne osnove, da se mi nekaj ne zmešljujemo, ampak da je res pomembno, da smo vsi skupaj vključeni, si povemo, osnova vseh teh storitev so pa dejansko uporabniki. In ja, to usposabljanje je po pravilniki samo to, samo danes smo govorili tudi o pomenu nenehnega izobraževanja, usposabljanja, trenutkov, ko ne vemo, kako naprej. In ko bomo ugotovili, ker to so pomembna tudi ta mesečna srečanja potem s podpornimi osebami, da se predelujejo informacije, da si izmenjavamo izkušnje,
Ko bomo ugotovili, da je določena tema zelo aktualna, bomo ponovno izvedli usposabljanje, ki sicer ni obvezno, je pa dobrodošlo, tako smo rekli, tudi za te plačano prostovoljstvo, kot so te podporne osebe, kot za strokovne delavce, ker je pomembno, da se vsi skupaj razvijamo, si delimo dobre izkušnje, hkrati so pa tudi prostovoljci potem pri nam vabljeni na izobraževanja, ki jih imajo tudi zaposleni in so koristna tudi za opravljanje teh storitev socialnega vključevanja. Ponedeljek je dan za Reporter. Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse.